Rok za vrnitev družine Strojan v Ambrus poteče, tako rekoč čez par dni. Kaj se bo zgodilo? Kakor zdaj situacija kaže, bo očitno družina se vrnila na svoje domovanje v Ambrus, ker pač ni dobila ponujene konkretno še niti ene lokacije. Eno lokacijo ste si menda ogledovali oziroma vam je bila ponujena, vse tako trdijo na ministrstvu. Niti ena lokacija nam ni bila ponujena, ogledali smo si eno lokacijo, še danes pa na ministrstvu čisto točno ne vejo, a je lokacija primerna ali ni primerna, ne vejo, a je tam namenjena kakšna druga gradnja ali ne, tako da ponudbe še nismo dobili, družina pa nobene lokacije še ni pogledala. Minister Podobnik je zadnjič po televiziji izjavil, da naj bi se rešitev našla do šolskih počitnic. Ste vi seznanjeni s tem podaljšanjem roka? O tem podaljšanju roka ne vem nič, razen tega, da so tudi meni rekli, da to predlagajo. Jaz sem družino vprašal, ker samo po sebi se mi to ne zdi nič narobe, ampak so odločno rekli, da 15. april je zadnji rok, ko se vrnejo in to je to. Ta situacija, da ne bi dobili nekega novega člana, da ne bi se nek nov otrok rodil, ničesar ne spreminja? Ne, včeraj sem to slišal, tudi jaz nisem vedel, da ne bi se rodil nov otrok, ampak pravno je situacija popolnoma enaka in dejansko. Skratka, vi pričakujete, da se prav 15. družina vrača v Ambrus, ali ta rok ni natančno določen? Rok ni natančno določen, rok tudi datum ne bo javno razkrit, zaradi tega, da ne bi povzročili nepotrebnih nemirov. Ne pomeni pa, da če se vrnejo v Ambrus, še vedno ne pristajajo na to, da se jim poišče druga lokacija. V Ambrusu bojo na svoji zemlji, ampak vendarle graditi tam ne morejo ničesar, ne? Ja, graditi ne morejo ničesar, ampak oni v tej opusteli vojašnici ne želijo biti več in se želijo vrniti. Kaj se bo naprej odvijalo, bomo pa videli. Pa je mogoče bivati na svoji zemlji, kljub temu, da nimaš urejenih sanitarnih razmer in tako naprej? Marsikaj je pravno sporno, tudi kempiranje, ker na vsaki zemlji ni možno, ampak v tem primeru bo pa seveda država morala poskrbeti, da se striktno spoštuje zakon za vse, ne samo za Rome ali pa ne samo za družino Strojan. V tem primeru bo marsikdo še preseljen v roje. Vi kako ocenjujete to iskanje te nadomestne hiše oziroma nadomestnega bivališča, vaše sodelovanje z državnimi organi, ko zdaj gledate pravzaprav nazaj na to, kar je trajalo par mesecev? Naše sodelovanje z državnimi organi je izjemno vljudno, ogromno se komunicira, ogromno se pogovarjamo, naredi se pa praktično nič. Mi smo sporazum vladi poslali 17. januarja v proučitev, sporazum ima 3 strani, baje ga proučuje neka služba za zakonodajo in v 3 mesecih 3 strani še niso uspeli preštudirati. To se mi zdi relativno dolgo. Pa mislite, čisto tako vas vprašam, da je možno v Sloveniji najti kakšen manj konflikten prostor, kot je ta vojašnica v Rojah, kjer trenutno biva družina? V Sloveniji jaz mislim, da je kar nekaj primernih lokacij, kjer bi se mirno lahko ta družina bivala. Tudi tukaj v Šentvidu kakšnih posebnih problemov ni. Mislim pa, da je stvar kljub samo taka, da bi moral vsaj sodelovati občina Ivančna Gorica, ker oni so se naenkrat postavili na stališče, da se jih to ne tiče in zdaj to rešuje država. Ne moreš enostavno nekih svojih občanov odstraniti svoje občine in povedati, da pač se k tebi ne morejo več vrniti, ne jim najdejo drugo lokacijo. V kateri fazi je ta tožba proti državi za odškodnino zaradi tega, kar se je zgodilo? Vi neko tožbo za odškodnino nameravate vložiti, ne? V primeru, da se ne bomo mogli z državo dogovoriti, bomo vložili tožbo. Tožba še ni vložena, tako da je v bistvu pripravljene so nekateri deli tožbe, najbolj bistveni, dokumentacija v zvezi s tem, ampak o tem, če se ne bomo uspeli dogovoriti z državo drugače.